Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Niku in Izi, ki tako zelo rada prisluhneta dogodivščinam pravljičnih junakov. Iskrena hvala. In tudi tokratna pravljica bo prav zagotovo pravljično obarvana. Ste si kdaj predstavljali, kako nenavadno bi bilo, če bi na svoj rojstni dan morali povsod iskati svojega najboljšega kosmatega prijatelja, namesto da bi se sladkali s torto? No, prav s takšno težavo se je soočala tokratna pravljična junakinja, čarovnička Betka, saj je njen ljubi mucek Jokec ravno takrat, ko je domov prinesla veliko škatlo s torto, skrivnostno izginil. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Nika in Ize z naslovom Čarovnička Betka. Čarovnička Betka ima rojstni dan. Rada bi si pričarala torto, pa še nima čarovniške palčke. Zato sede na metlo, odfrči v slaščičarno v Babji Dol in se vrne domov z veliko škatlo. Muc, 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 kje si, Jokec? Torto sem prinesla. Muc, 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 kam si se skril? A poredni Jokec ne zamjavka. Izginil je. Mogoče se vas spet potepa, reče Betka in odfrči nazaj v Babji Dol. Najprej potrka pri 3 tetkah prodajalkah. Tetke čarovnice, ste kaj videle mojega potepina Jokca? Izgubil se bo in joka vso dolgo noč. Ne, tvojega Jokca ni pri nas, pa tudi časa nimamo, da bi ga iskale. Prijazno povejo 3 tete prodajalke. Betka odleti naprej do 2 tet šivil. Obe teti šivata čudovite sviline obleke in tudi prave plesne čevlje znata narediti. Teti čarovnici, ste kaj videli mojega potepina Jokca? Izgubil se bo in joka vso dolgo noč. Ne, tvojega Jokca nisva videli, pa tudi časa nimava, da bi ga iskali. Prijazno povesta teti šivili. Betka odfrli k teti, ki skrbi za zapuščene živali. Teta čarovnica, si kaj videla mojega potepina Jokca? Izgubil se bo in joka vso dolgo noč. Ne, tvojega Jokca ni tu, pa tudi časa nimam, da bi ga iskala. Prijazno pove teta, ki skrbi za zapuščene živali. Čarovnička Betka je žalostna. Kje neki teči ta presniti muc? Brez Jokca torta ni dobra. Betka sede na metlo in švigne domov. Morda jo njen mucek že čaka pred vrati in se cmeri. Ampak hiša je temna in tiha in nikogar ni videti. V sobi čaka torta. Mogoče pa čaka še kdo? Presenečenje! Vse najboljše za rojstni dan, Betka! Tete čarovnice zlezajo iz skrivališč in se smejejo.
Betki so prinesle kup daril. Čarovniško ogrinjalo, čarovniško palčko, pravo kristalno kroglo in čarovniške bukve. Pričarale ti bomo tvojega mucka. Hokus, pokus, maček jokus. Ne, hvala, bom kar sama čarala, vzklikne čarovnička Betka. Čira čara, hokec pokec, pridi, ljubi mucek jokec. In mjav. Čudovita in navihana zgodba. Še mala čarovnička Betka je ugotovila, da nobena rojstnodnevna torta ni tako sladka, če ne moreš deliti s tistimi, ki jih imaš najraje. Nik in Iza, verjamem, da sta uživala v poslušanju Betkinih vragolij in hkrati spoznala, kako močna je čarovničkina ljubezen do malega mucka jokca. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čarovniško obarvani pravljici z naslovom Tatica manir. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Niku in Izi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo! Zdaj pa bo sladka torta, ne? Hokus pokus, čira čara kap.